Lepo pozdravljeni, spoštovane gledalke, cenjeni gledalci. Tokrat vas vabim na lepše, na morje, v terme, kamorkoli želite. Zagotovo ste v mislih vsaj malo tudi že na dopustu, morda v hotelu ob čudoviti plaži, recimo v lepem mestecu, ali pa ste si kakšen takšen dopust letos že privoščili. In če vas zdajle vprašam, zamislite si, katera asociacija med tistimi manj prijetnimi je med prvimi, ko pomislite na hotelsko restauracijo. Kaj je tisto, na kar se najprej spomnite, kar je pravzaprav vam v zvezi s tem najbolj neprijetno? No, največ odgovorov bi bilo verjetno povezanih z gnečo v jedilnici v tej hotelski restauraciji, ampak ko greš na dopust, se nikamor ne mudi, to je treba preprosto vzeti v zakup. Pa vendarle je dobro vedeti nekaj stvari, povezanih tudi z gnečo, kajti velikokrat jo morda nehote, nevede ustvarjamo v jedilnici, ko gremo na zajtrk, kosilo, večerjo, sami. Torej, saj vem, verjetno je tukaj idej veliko, ne samo gneča, morda še po vašem mnenju premajhna izbira hrane, morda nenavaden okus, če greste kam daleč. Ampak res tisto, kar je najpogosteje, je pa drenjanje ob mizi, če je obrok samo postrežen. In ravno to je glavni bonbon v tej oddaji. Predstavljajte si. Lepo pogrnjena, pripravljena dolga miza v jedilnici, vse lepo okrašeno, zraven vsake hrane napisi, kaj je kaj, ampak jezi vas, ker se pred vami ljudje ob njej pomikajo po polžje in ne morete do želene hrane. Pa se bom zdaj postavila v vlogo obeh, tega, ki je naredil ta zastoj in tudi tega, ki mu gre to na živce. Ja, pač nekateri ne poznajo osnovnega tovrstnega pravila, bontona, to pravi, da ko grem ob mizi, kjer je, torej, si hrano nadevamo sami na krožnik, se moram res pomikati kolikor toliko hitro naprej. Skratka, to pomeni, preberem, kaj piše na tem listku zraven, vzamem to, če mi je všeč, če mislim, da mi bo dobro in se premaknem naprej. Ne ustavljam se 3-5 minut ob neki hrani ali morda celo sorodnikom razglabljam o tem, ali je to dobro ali ni, kaj pa on misli, ali pa kar se včasih tudi zgodi morda z naključnim mimoidočim ali nekim znancem, prijateljem in s tem naredim cel zastoj. Ja, po drugi strani, če sem jaz v tej vlogi, ko čakam za tem človekom, da ne morem kar odriniti, poriniti naprej, lahko pa rečem, oprostite, če to res traja nekaj minut, greste lahko, prosim, naprej, kajti spet je z moje strani pa nevljudno, da bi se stegovala pred njim in mu jemala recimo neko zajemalko, ki jo bo morda ravno tudi on takrat prijel. Tako da dajmo spoštovanja do vseh, ki so takrat še za nami v vrsti, pomikajmo se razmeroma hitro naprej in si res vzemimo, ne razmišljajmo ne vem kako dolgo o tem, ali bi poskusili to hrano ali ne. No, to je torej eno, torej pravilo, ki ga moramo v zvezi s tem poznati, se pravi, ne ustavljamo se in ne delamo te gneče, te vrste ob mizi. Drugo pravilo, povezano z bontonom v hotelski restauraciji, recimo v jedilnici, pa se nanaša na krožnike. Kot prvo, ker je tam veliko različne hrane, tudi če piše, zakaj gre, morda je ne poznamo, pa tudi okusi so različni, začimbe so različne. In če smo v dilemi, ali bo to res za nas dobro ali ne, ali bomo pojedli ali ne, si res damo na krožnik zelo malo, tako da to poskusimo in če nam bo všeč, pač gremo iskat še enkrat oziroma gremo po novo porcijo. Nikakor pa si ne namečimo vsega, kar vidimo, ker so naše oči lačne, potem pa pustimo polno na krožniku, ker to ni prav do teh ljudi, ki tam delajo, do tistih, ki hrane nimajo in si tega ne morejo privoščiti in res izraža naš slab odnos do ljudi, do hrane in tudi do vsega. Tako da res si namečimo malo, pa gremo še enkrat iskat. In zdaj še en namig, še en bombonček povezan s tem. Ko gremo znova recimo po hrano, potem
Pustimo tisti krožnik, s katerega smo že jedli, na mizi in si tam, kjer so pripravljeni novi, sveži, čisti krožniki, vzemimo drugega in si damo gor hrano, ki jo želimo spet jesti. Tukaj je sicer tako, mnenja se nekoliko krešejo, v smislu, je pa ja danes veliko bolj prijazno do hotelskega osebja, pa tudi do našega okolja, da ne umaže vsak 2, 3 ali več krožnikov, ampak da gre z istim nazaj po hrano. Ampak zaenkrat še velja to pravilo, da je veliko bolj prav, zato ker je tudi veliko bolj estetsko, okusno, da res tisti krožnik z ostanki pustimo na mizi, kajti ne zgleda, da s krožnikom, na katerem je še nekaj omake, je popackan ali so pa morda celo neke ribje kosti ali kosti od piščanca in potem s tem krožnikom gremo nazaj k sveži hrani med ljudi, ki so tam in si nadevamo dodatno neko hrano. Torej, pustimo krožnik, ki smo ga že uporabili, s katerega smo že jedli, na mizi in gremo po novega. Pa še en namig, še en bombonček povezan s krožniki na jedilni mizi v hotelski restavraciji oziroma jedilnici. Včasih kdo misli, da pomaga strežnemu osebju, da pomaga natakarju, če vse pridno zloži krožnik na krožnik, pa še na vrh skodelico, da bo to lažje potem odnesel, pospravil z mize. Ne, ni res, kajti natakarji imajo svoj sistem, svoj način zlaganja krožnikov in pospravljanja in jim včasih s tem naredimo več škode, kot pa koristi, morda včasih res celo dobesedno škodo, ker potem tiste krožnike, tako kot smo jih mi naložili, nese, pa je veliko več možnosti, da se tudi kaj prevrne, razbije. Tako da to je vloga natakarja, ne zlagajmo po svoje, ampak pustimo krožnike, da si oni to naredijo tako, kot je prav. Oni že vedo, kako je to. Torej, nekaj bombončkov v današnji oddaji, hitro in urno gremo od hrane do hrane, se ne ustavljamo, vmes ne pogovarjamo, ne pojemo pesmic in se ne zadržujemo predolgo ob tisti samopostreženi mizi. Potem gremo vsakič z novim krožnikom, potem vzemimo toliko hrane, kolikor mislimo, da jo bomo pojedli, oziroma če nismo prepričani, zelo malo, da samo poskusimo in gremo potem po novo količino, če nam je hrana všeč, in pa ne pospravljamo na mizi krožnikov in ostalega jedilnega pribora, ki smo ga že uporabili. Dober tek, vse dobro, lepo vam želim, uživajte na dopustu ali pa v domačem okolju in se vidimo spet v oddaji Bonbon za bonton. Srečno!